Ok, pa pejmo še par slajdov zaključnih v bistvu. Ja, občutek ločenosti dejansko je ena največjih utvar našega uma, ega, v bistvu, ko mislimo, da smo ločeni od ljudi, od narave, od življenja. To dejansko ni resnica, ločenosti zares ni, to je tudi Belo teoreme znana, da dejansko prav zares nič ni ločeno od česarkoli drugega. Vse je v skoraj soodvisnosti. Torej, vi nekaj naredite en korak, tudi drugi mora narediti en korak in premakne to kolesje in se potem ta lokomotiva začne premikati. In ko bomo skupaj kolektivno naredili ta shift, dviga zavesti in šli na višji nivo, se bomo kot človeštvo dokončno lahko prebudili. In to je v bistvu cilj vsega. Torej, vsak atom je povezan z vsakim drugim atomom s substanco, duhom proti materije, je rekel fizik Sharon. To pomeni, da je vse znanje potencialno dostopno vsem atomom v vesolju. Dejansko nič ni ločeno česarkoli drugega. Delali so poskuse, kaj narediš na enem elektronu, vpliva na drugega ogromno kilometrov stran. In je vse povezano. Okay? Torej, kaj se na svetu dogaja, vpliva na cel svet in dejansko ne samo na vas, na vašo družino, na vaše podjetje, ampak na celotno vesolje. Torej, vsaka misel, ki jo mi mislimo, aktivira čisto vse. Kaj smo zdaj, nemočni ali smo mogočni? Mogočni. Ja. Mistiki so vedeli, da je vse eno. Atomski fiziki tudi vedo, da je vse eno. Zen budizem ve, da je vse eno. In Jezus je rekel pred 2000 leti, kaj ste storili, kateremu teh najmanjših ste storili meni. Torej se je tudi zavedal resnice enosti. Aikido, recimo, borilna veščina temelji na ideji enosti. Ni zmagovalcev, ni poražencev. Ni vključen v nobena tekmovanja. Torej, tukaj smo veliko družba navajeni, dajmo tekmovati, kdo bo zmagal, kdo bo prvi, drugi, tretji. Ne. Ključ je v povezovanju. Torej, v vesolju vlada popolna komunikacija. Vse je dejansko povezano in v stiku z vsem, ali je to nam prav ali pa ne. Vesolje čisto nič ne zanima. Dejansko to so zakoni na višjem nivoju. Torej, mi komuniciramo z vsem in vesolje komunicira z nami. Fajn je, da poštevamo sledeča načela. Torej, najprej ne vsak začne pri sebi in se spremeni, če seveda to želi in izbere. Nehajmo se že enkrat umešavati v zadeve drugih. In druge reševati in drugim pomagati, ja, ukvarjanje z drugimi je lažje, ker se ni treba sabo. Ne? Nekaj ne, ampak kažeš s prstom na drugega, trije prsti kažejo nazaj. Ti si ta, ki se rabiš spremeniti, če imaš pač problem z drugim človekom. Torej, vsak ima svobodno voljo, to pomeni, da lahko misli, kar hoče. In seveda lahko svoje misli kadarkoli spremeni. To pomeni, da nismo žrtve te miselnosti, ampak lahko to spremenimo. Na tem seminarju ste se naučili, kako lahko spreminjate percepcijo, kako lahko spreminjate vaše zakoreninjenje, vzorce, navade, prepričanja, stališča, koncepte, vse, kar ste verjeli v življenju. Vse to pozabite, ker ni dokončna resnica. Predvsem tista negativna, omejoča prepričanja, nisem dovolj dober, moram trpeti, ne zaslužim si življenjske radosti, obilja, ljubezni in tako naprej. Torej, vsakemu izmed nas je ta neomejen potencial. Vsakemu. In čas je, da se to prebudi zdaj, ta trenutek. In tako bomo na lažji način šli skozi težave, skozi izzive življenja, preizkušnje, ko se bomo zavedali, da je v nas ta neomejena moč. Torej, ko človek gre iz tega mentalnega na avtentični nivo, takrat zajame svojo notranjo moč. In reče, ja, jaz sokreiram z Bogom zdaj svoje življenje tako, kot jaz izberem. In njegova volja je moja volja. In takrat ste v bistvu neustavljivi. Takrat lahko kreirate življenje iz vaših sanj. Lahko skreirate vse, kar si nikoli niste mogli misliti. In vse je takrat mogoče. Objektivnega sveta v resnici ni, ampak je svet to, kar mi o njem mislimo. Torej, kakršni so vaši vzorci prepričanja, takšen svet vi vidite navzven.
še enkrat to poudarjamo, zato da boste se vam zasidrali noter v spomin in da boste se zavedno tega spomnili in nikoli več ne boste pomislili, drug je kriv. Ta mi je to naredil, on mi je to naredil. Ne, prevzamem odgovornost za sebe, za svoje življenje. In s tem lahko spremenimo svet. Če bi vsi ljudje tako razmišljali, ali pa saj 5% recimo, bi že zdavni nehali s temi neumnostmi, kot so COVID in take bedarije. In bi se raj kaj bolj pametnega pogovarjali v tem našem svetu. Torej, vse eno, to pomeni, da bi lahko na enostaven način rešili konflikte. Vojne zares niso potrebne, vse to ni potrebno, ampak je pač v ozadju ta načrt tistih elit, kar se tudi zdaj ruši v resnici. To pomeni, da je fajn, da gremo od tega konfliktnega razmišljanja ali to, ampak lahko vključimo vse. Tako kot tudi vse lahko imamo. Ampak na zdrav način, s hvaležnostjo, s srčnostjo, s ponižnostjo. Okay? To je prava pot. Torej, vsakemu izmed nas je ta potencial. Nismo se rodili za nesrečo, za bolezni, za težave, za prepire in tako naprej. To pomeni, da mi izbiramo. Če v tem odnosu, kjer ste niste zadovoljni in če se oseba ne želi spremeniti, lahko vi naredite odločitev. Torej, odločiti se pomeni ločiti se od starega. Torej, odločitev je ločitev od starega. To si lahko zapišete, če še niste mogoče slišali. Torej, odločitev. Torej, ločitev od starega načina razmišljanja, delovanja, navad, vzorcev in tako naprej. Jaz verjamem, da ste se na tem vikendu odločili zase in da ste se odločili dati sebe zares na prvo mesto iz ljubezni do samega sebe. Ker vesolje je obilje, je zdravje in je sreča. Torej, znanje lahko prenašamo, modrosti ne moremo. Hermann Hesse Siddharta. Torej, dejansko modrost pridobimo z izkušnjami življenja. Maharishi je to lepo povedal. Bomo zdaj šli na ta zaključni del. Kakršen si ti sam, takšen je tvoj svet. Vse v vesolju je določeno s tvojo lastno izkušnjo. Zato ni zelo pomembno, kaj je zunaj, kajti vse je le odraz tvojega stanja zavesti. Zelo pomembno pa je, kaj je znotraj tebe. Kajti vse zunaj je le odsev tega, kar je znotraj. Torej, kakršen smo sami, takšen je v resnici naš zunajni svet in to bomo videli zunaj. Okay? Torej, naj drugi ne odločajo več o vaši izbiri. Naj drugi ne igrajo glavne vloge na odru vašega življenja. Ker glavna igralca sta vedno zgolj dva. Vi in vaša dela, vi in vaš namen, vi in vaša plemenitost, vi in vaša notranja moč. Zdaj je v resnici vse odvisno od vas. Poznate pot, imate tudi svobodno voljo. Veste pa tudi, da ta pot sploh ni pot, ker ste že na cilju. Samo še zavedati se je potrebno tega. Ostane le še en cilj, in to je ljubiti to, kar je. V tem v resnici so zajeti vsi ostali cilji. Torej, ljubezen je ključ in moja mantra je ljubim ljubezen sem. Torej, ljubite se, ker ste ljubezen. In ta ljubezen ima neomejeno moč. In to je ta Bog, ki je v vas. In ta Bog se izraža v različnih oblikah. En je luč mojster, vrhunski celo življenje, en je zdravnik, en je terapeut. Ta ista božanska energija se izraža na različne načine in drug drugemu doprinašamo tisto, kar si imamo zadati in predati. In vse je enako pomembno. Vsi smo enako vredni. Tako da
hvala vam, hvala Gabrieli za vas support, za podporo, hvala vam, da ste prišli. Če bi Gabriela ali pa kdorkoli zdaj še karkoli pred certifikat izrazil, lahko zdaj izrazite. Tako da izvolite. Hvala tebi.